vami v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami so Matevž in Robert. Zdravo, Matevž. Zdravo, Robi. Evo, spet nekaj novega, pa jaz napovedujem danes to na najno oddajo. Z nami je pa tokrat imava gostjo, po dolgem času imava gostjo in najna gostja je Lucija Franko, arhitektka, ki dela v manjšem arhitekturnem biroju. Ne bom jaz imenoval, bom pustil kar do besede, pa bom prosil Lucijo. Lucija, se lahko prosim predstaviš? Živjo, sem Lucija Franko, kot si že povedal, arhitektka. Delam v arhitekturnem biroju Arhitektura Paternel v Škofji Loki. Smo res majhna ekipa, 3. Ukvarjamo se v glavnem s pridobivanjem gradbenih dovoljenj za enodružinske hiše, nekaj je tudi kmečkih gospodarskih objektov, pa kakšna manjša industrijska hala, pa potem tudi projekti za izvedbo za te objekte. Hkrati pa že dolga leta uporabljam programsko opremo Allplan Nemček in tudi občasno vodim tečaje za ta program z področja arhitekture. Ja, moram priznati, da je bil to eden glavnih povodov, zakaj sem se zelo želel govoriti s tabo v tem podcastu. Kot prvo mi je bilo zelo zanimivo, da si arhitektka in si se usmerila v Allplan. To je bila prva stvar, druga pa tudi tvoje izkušnje pač na podlagi dela v enem takem manjšem biroju, pa za projekte, ki bi jih marsikdo okarakteriziral kot majhne. Kako se pač obnese ta oprema in ta pristop v enem takem okolju? No, pa bi najprej mogoče sestavil kar pri prvem vprašanju, kako si prišla do Allplana in zakaj še vedno vztrajaš pri njem? Ker to se mi zdi zelo zanimivo, ker poznam zelo malo arhitektov, ki so šli po tej poti. Zgodba je kar zanimiva. Na začetku študija smo imeli na faksu predstavitev Allplana in mene je takrat pač tista vizualna predstavitev in vse funkcije so me na prvi pogled navdušile. Tako da sem se potem odločila in kupila, takrat je bila še plačljiva študentska licenca, $20,000 je bila. In sem potem šla na tisti začetni tečaj Allplana, ki smo ga imeli na faksu, pa v bistvu potem cel faks naredila na Allplanu. AutoCAD-a nisem odprla do takrat, ko sem začela delati v enem biroju. Tako da v bistvu je bil Allplan praktično vse, kar sem poznala. Kar ne pravim, da je zmeraj dobro, pač boljše bi bilo imeti neko širino pa poznati več programov, ampak meni je takrat Allplan zadoščal za vse. Je pa tako, da na faksu večine funkcij seveda sploh ne potrebuješ, sploh kar se tiče BIM-a, vsaj v tistih časih, ko sem jaz študirala, je bilo tako. Potem sem pa sproti med delom odkrivala vedno nove funkcije, se učila, spoznavala program in mislim, da zdaj po toliko letih uporabe, da ga že kar dobro poznam. Morda še vprašanje z moje strani tukaj za začetek. Zdravo, Lucija, še jaz. Zdravo. Najbrž nisi kakšnih starih podcastov poslušala toliko, da bi vedela, da sem jaz bil tudi na sprejemcih na arhitekturi, pa jih nisem naredil. Tako da, to so take večne želje bile v bistvu, da bomo še neko arhitekturo v bistvu študirati, ne? No, kakorkoli že, v bistvu se to govorilo, da sem že skoraj pozabil, kaj hočem vprašati, ne? Ampak v bistvu zdaj po teh letih izkušenj z programa Allplan, koliko v bistvu časa, recimo nek tak, recimo začetnik, recimo jaz, ne, kjer pač Allplanom praktično ne uporabljam, razen to, da sem ga inštaliral, pogledal, dejansko preveril, kje so Python parts nameščeni, pa kako bom to pognal kdaj. Koliko časa recimo enega takšnega normalnega spoznavanja s tem programom nekdo potrebuje, da lahko na koncu reče, da pa Allplan zdaj dejansko služi namenu, ne samo zato, da se pač znotraj tega igra. Zdaj tečaji, ki jih vodim za področje arhitekture, trajajo od 2 do 3 dni, po
5 ur. In v sklopu tega tečaja se lahko en uporabnik že kar dobro nauči uporabljati tiste glavne funkcije, s pomočjo katerih lahko recimo nariše eno družinsko hiško v relativno kratkem času. Je pa tako, da vedno, ko začnemo uporabljati nek program, uporabljamo omejeno število funkcij, tiste, ki jih najbolj potrebujemo, in potem počasi dodajamo vedno več detajlov, vedno več podrobnosti. Tako da do tega, da znamo narisati neko hiško, nek 3D model, iz katerega potem izvlečemo načrte, pa mogoče tudi kakšen čisto osnovni popis količin, do tega ne rabimo toliko veliko časa. Zdaj pa, če se hočemo poglobiti, pa narediti tisti pravi BIM model z vsemi atributi, je pa seveda malo dlje potrebno, da spoznamo vse funkcije, ki jih potrebujemo. No, mogoče bi se jaz tu takoj navezal z enim podvprašanjem. Rekli smo, da delaš v biroju, ki se je usmeril v take, bomo rekli, obvladljive projekte. Koliko od tega, kar si zdaj omenila, ti vsi dodatni atributi, pa parametri, pa ne vem, 100% dodelan model, koliko pa je to uporabno sploh za en tak biro, kot je vaš? Tako kot si verjetno predstavljate za neko enodružinsko hišo, kjer pridejo zidarji, pa v bistvu delajo bolj kot ne, malo po svoje, pa imajo včasih boljše ideje od arhitektov. Seveda ne bi bilo smiselno narediti nekega zelo natančnega modela z vsemi atributi, z vsemi določenimi materiali, ker se tudi investitorji sami tudi sproti tekom gradnje odločajo o posameznih zadevah. Je pa tako, da ne vem, pri vsakodnevnem delu jaz izkoriščam tiste prednosti BIM-a ali pa tiste prednosti Allplana, ki mi pridejo prav. Se mi zdi že samo risanje precej hitrejše, kot če bi risala v 2D. Pa tudi določene prednosti so, recimo investitorji se veliko lažje predstavljajo, če vidijo 3D model, ne samo tlorisov. In ker v BIM-u projektiraš tako, da sproti rišeš 3D model, hkrati s tlorisi, je potem to samo kot en stranski produkt te idejne zasnove, da dobiš zraven še 3D model. In naročnikom pripravimo včasih tudi kakšne popise, sploh zelo pogosto se zgodi, da smo še v fazi idejne zasnove, še ne vemo niti, kje bo kopalnica, kje bo soba. Pa bi, ker je ravno prava luna, šel naročnik že sekati les za ostrešje in mu potem samo glede na tlorisne dimenzije hiše narišemo neko ostrešje v 3D in iz tega hitro dobimo popis z vsemi dimenzijami strešnih elementov, s količino lesa in tako naprej. Take stvari, to izkoriščamo. Zdaj pa, da bi pa šli v prav natančen model za neko enodružinsko hišo, to pa zaenkrat še nismo imeli takega investitorja, ki bi to zahteval ali pa ki bi bil tudi to konec koncev pripravljen plačati, ker le vzame nekaj več časa. V bistvu, ko si začela s tem odgovorom, sem res najprej mislil vprašati, kaj pa investitorji, pa v bistvu te vizualizacije, ampak si že vmes odgovorila. Potem sem skoraj umrl zraven od smeha, ko si omenila pravo luno, in pa sem mislil, dobro se hecaš, ampak na koncu mislim, da si tako resno mislil na to, ne? Ja, taka je realnost. Ne, tudi meni je včasih bilo malo smešno, ampak dejstvo je, da veliko investitorjev, ne vem, mi veliko rišemo tudi tukaj po neravno mestnem okolju, malo po telih dolinah okrog Škofje Loke, Poljanska dolina, Sevška dolina, in to so preprosti ljudje, velikih ima doma svoj gozd ali pa pri sorodnikih, pa poznajo enega, ki žaga, pa poznajo enega, ki to dela in potem tako tudi gradijo, ne. Tukaj ni nekega kompletnega projekta na ključ, da bi nek izvajalec izvedel vse od A do Ž, ampak si tudi ljudje sami delajo, malo med sabo pomagajo. Ja, ampak jaz sem tudi skoraj bi se začel smejati tam pri tisti pravi uni,
Ampak dejansko pravi, da les treba sekati, ko je lunata prava, da takrat v bistvu ima najmanj sokov, pa se najlažje suši, pa ne vem kaj vseeno. Tako da jaz jih čisto razumem, no, mislim, sploh glede na to, kak les so meni dali na ostrešje, tako da bi bilo božje, da bi včasih poslušal koga, ki o tem ve. Omenila si že pač, da investitorji v tistem vašem okolju še niso toliko zaveščeni, kar se tega tiče, ampak kak pa mogoče sodi ta nov pristop ali pa recimo ta tvoja uporaba Allplana v vaš delotok, v povezavi pač z drugimi disciplinami. Vi praviš, da ste arhitekti, potem morate v bistvu vsaj še statike imeti nekje, ne? A oni pač zahtevajo od vas model, ali oni še vedno želijo imeti lepo tlorise, tako po starem, pa prereze, ali kako to poteka? Ja, mi tlorise in prereze tako seveda tudi naredimo in zdaj, nažalost je tako, da do sedaj jaz še nisem imela prilike sodelovati s enim drugim projektantom, ki bi uporabljal BIM, ampak delamo v tej smeri. Statik, s katerim sodelujemo, je že nabavil programsko opremo in zdaj je rekel, da še ni inštaliral, ker pač ima prehudo gužvo, še nima časa, ampak čakam, da mu bom enkrat lahko poslala IFC model namesto izvožene DVG risbe. Tako da, ja, v realnosti tako, da pripravim 3D model, iz tega naredim načrte in jih potem izvozim v AutoCAD, pa pošljem ostalim projektantom. Nažalost, bi si želela enkrat pač to delati tako, da bi izkoriščali vse prednosti, ki jih BIM nudi. Pa upam, da se bo to v bližnji prihodnosti tudi zgodilo. Prepričan sem, da imaš veliko povezav oziroma kontaktov tudi s drugimi podobnimi arhitekturnimi biroji. Po tvojem mnenju, a je to neka takšna normalna praksa ali je v bistvu nekako morda ta BIM in nekak BIM pristop prvič vejo za to in drugič v bistvu so nekje morda bolj srečne roke pri izbiri ali pa pri pač sodelovanju z drugimi panogami? Ja, sigurno pač, da je vedno več arhitektov in ostalih projektantov, ki prehajajo na BIM, tako da sigurno obstajajo tudi možnosti takega sodelovanja. Zdaj, ni pa vse v tem, mi imamo en krog sodelavcev, s katerimi dobro delamo in smo zadovoljni, tako da bomo raje njih prepričali, da grejo na BIM, pa bomo potem tako sodelovali. Pa pričakuješ, da bi potem bilo to vaše sodelovanje lahko še bolj učinkovito, ali zakaj meniš, da bi bilo potrebno, da grejo tudi oni naprej? Ja, sigurno je tudi za njih lažje, pač, če lahko delajo na 3D modelu, ki jim ga že jaz narišem in pošljem, da jim ni treba pač sploh statikom izdelovati še enega 3D modela, pa izračunati statike in tako naprej. Zdaj, res, da pri teh enodružinskih hišah stvar ni toliko zapletena, da bi bilo to nujno potrebno, ampak čim je pa kakšen večji objekt, da je tudi, ko je malo več prebojev za inštalacije, je pa sigurno smiselno, da če imamo en BIM model objekta, da vsi projektanti na njem sodelujejo. Kaj ne rečem, to je sigurno lepo slišati. Jaz sem upal, da boš rekla, da ne, se ne rabimo, ne. Zaradi tega, ker imam dejansko občutek, no, da še posebej za te jasno manjše objekte bi se nekako vse skupaj podražili, podaljšali in je vprašanje, no, če bi na koncu bila pa zaradi tega kvaliteta kakorkoli višja, še posebej, če si prej omenila, da bolj manj si investitorji vmes zmišljujejo, ne? Kaj in kako bojo naredili, kdaj bojo naredili, z kakšnih materialov. Tako da je vprašanje, no? Če da se požene celoten delotok, ne? Od tega, da ti popraviš arhitekturo, to spet izvoziš, statik spet pride, poračuna oziroma spet popravi statičen model, pa pol to spet naredi. Skratka, jaz
sem zmeri bolj prepričan, da zdaj za te manjše objekte, kjer je ta dinamika nekih revizij taka, človek bi rekel, skoraj bi želeli, da je trenutna. Ne? Se pravi, iz danes na jutri je treba kaj rešiti. Da pol se zelo hitro zatečemo temu, v bistvu, da vzameš list papirja, pa nekaj gor narišeš, stati QL kvadrat usminoš ga čez tisti in to je to. Ne? Ja, s tem se čisto strinjam. Pač glede na to, kakšen je proces, ki se dogaja tekom gradnje, pa včasih si te procesi ravno ne sledijo v tem zaporedju, idejna zasnova, projekt za izvedbo, pa potem gradnja, ampak se to malce prepleta, pa je že med idejno zasnovo kakšen del gradnje, pa tako naprej. Ne? Tako da tukaj je mogoče res težko, da bi BIM prav veliko doprinesel k temu, da bi bil ta proces toliko boljši. Je pa, ne vem, vsaj meni osebno se zdi tudi samo risanje, ne vem, da bi se lotila narisati načrt za hišo z 2D elementi ali pa v 3D v BIM-u, se mi zdi vsem ta proces dokaj hitrejši. No? Ja, to se pa, mislim, jaz verjamem, da ko si enkrat v tem, ne, ko pozabiš, da v bistvu dejansko neke črte rišeš, ampak da delaš z nekimi konkretnimi objekti, kjer se to vse na koncu pošrafira, koncev, ali pa pokotira, ne, pravilno, ne da je bilo treba tam te poračunati na neke decimalke in ne vem kaj še vse dela zraven, ne. Je to, se mi zdi, en tak velik prihranek, da na vsak način se strinjam, da pa recimo, da v letu 2018 bi pa AutoCAD res lahko že upokojil, ne. Ja, no, jaz se sicer ne strinjam čisto, ampak ok. Veš kaj, a si doživel to, veš kaj, spomnim se še to iz srednje šole, ne, kjer smo imeli enega pač profesorja, bil arhitekt, pisal se je Dolenc, nismo bila v sorodu, imel nas je stavbarstvo in potem smo jasno tam pri stavbarstvu morali risati neke tlorise, pa prereze in gor in dol, ne, in to si pol vdal. In si pa sam čez cel tist načrt si dobil TLF napisan, ne? A veš, kaj TLF pomenil? Ne. Telefonska številka. Zaradi tega, ker ti kote, ne, ko si kotiral, se niso še štele, ne? Pravilno. In ti je čez tist z rdečim flomastrom napisal TLF in si imel pa spet cele noč možnost to popravljati, ne? Tako da razni telefoji pol pri tem odpadajo. Seveda, ja. Mislim, jaz se spomnim, ko sem proti koncu študija začela delati v enem arhitekturnem biroju in sem prvič uporabila AutoCAD v 2D in sem se počutila, kot bi padla ene par stopenj nazaj, ne? Ker je bilo treba pač, ne vem, že če sem steno narisala, pa hodila okno noter ustaviti, je bilo treba najprej potrimati vse črtice, pa šrafure zbrisati, pa potem z ne vem koliko črtami tisto okno narisati. Če sem pa vedela, da lahko jaz to ali planom to z enim klikom vnesem okensko odprtino v steno. Ne? In to so tiste majhne stvari, ki se mi zdi, da vse en veliko prinesejo. Ja, no, to se pa strinjam, ne. Sej, jaz sem prav vesel, da sva dobila končno gosta oziroma gostjo, ki prihaja z enega takega biroja, ki jih je verjetno večina v Sloveniji, ne? In ki se ukvarja z projekti, s katerimi se ukvarja večina gradbenikov oziroma gradbeništva in arhitekture v Sloveniji. Ne? Mislim, žal mi je samo to, da smo čakali več kot 50 oddaj, da smo tako gostjo dobila, ampak to sem mi da kriva, ne, Matevž? Ja, to sem jaz kriv, ne? Ja, nisi ti obasa. Kar sem pa želel Lucijo še vprašati, no, sej umela si, da imaš tudi izkušnje z AutoCAD-om, pa mogoče imaš s kakim drugim programom vsaj oddaleč, ampak me pa res zanima tako, no, a lahko poskušaš nekako objektivno oceniti all plan in njegovo primernost za nekega arhitekta. Kakve so mogoče kakve prednosti ali pa slabosti? A imaš pa kakve slabosti? Prosim reči, da ima, ker če ne bo. Sigurno ima tudi slabosti. Zdaj,
Res je, da jaz poznam predvsem Alplan, AutoCAD sem tudi nekaj časa uporabljala, pa eno kratko obdobje pred približno 10 leti tudi ACAD BAO, ki me takrat, moram priznati, ni navdušil. In včasih mi je prav žal, da ne poznam bolje teh ostalih programov, Revita, Archicada, ker sem prepričana, da ima pač vsak svoje prednosti in slabosti. Zdaj, Alplan je v bistvu tak, da je sam program zelo kompleksen, ima ogromno enih funkcij in je mogoče na začetku se ga malo težje naučiti, pa malo težje osvojiti. Je pa potem, pač za tem stoji nemška firma in zadaj je tudi neka taka nemška stroga logika, ki meni osebno kar leži, tako da se potem tudi med kakšnimi funkcijami, ki jih mogoče začnem na novo uporabljati, se dokaj hitro znajdem, ker gre vse po enem in istem sistemu. Zdaj, glavne prednosti je to, da ima ogromno nekih dodatnih funkcij, ki jih lahko uporabljajo tudi ostali projektanti, recimo za statiko, za risanje armature je zelo dober, tako da predvsem v kakšnih mogoče malo večjih birojih, kjer je v istem biroju, kjer so arhitekti in statiki, da lahko vsi delajo na isti programski opremi. Pa pač, ne vem, zelo dober ima tudi renderer, Cinema, ne vem kaj, meni je Alplan všeč pač. Kaj pa kako slabost, moraš še kako slabost omeniti? Ja, to, da pač se ga je težje naučiti, da je zelo kompleksen, drugače pa ne vem. Jaz ti bom povedal eno največjo slabost. Vem, kaj boš rekel. Kaj bom rekel? Napovej. Prevod. Ne, Robi, to smo zrihtali. Prednost. To smo ne, Lucija, ne poznaš zgodbe. V bistvu zgodba je 2017, Alplan sem naložil, pač tisto verzijo, ki imamo na faksu. In pa sem se matro, kako bom jaz iz slovenščine spremenil nazaj v angleščino. Aha. Na koncu, potem, ko sem čisto obupal, sem rekel, pa jaz to nikoli življenja nam več požgal, ne? Ker mi gre res na živce, moram priznati. No, na koncu sem ugotovil, da v bistvu ta inštalacija oziroma pač licenca, ki jo imamo na faksu, ne omogoča namestitve angleškega jezika. V bistvu za uporabniški umestnik. Ne? Tako da je sam slovenščina možna. No, ampak zdaj 2018, ki imamo, ne? Pa sem to, ne vem, 14 dni nazaj naložil, ne, ta pa ima angleškino. Ne? No, super. Ampak ta angleščina je malo zmešana, zaradi tega, ker tam na levem oknu, ne, tam levo od slike, ki je onih tavžentenih okenčkov majhnih, ne, tiste stvari so pa ene v slovenščini napisane. Mislim, katastrofa. V redu, ampak dobro, to je moja kaprica, ne? Ampak še zmer ne veste, kje je največja slabost. Ime. Zato, ker jaz z izkosu si rečem, Lucija pa res obvlada Alplan, zato, ker odkar je začela govoriti, vedno pravilno reče ime programa. Robi malo manj dobro obvlada Alplan, pa zmeraj reče Allplan, ne? Ampak to je malo za hec, ne? Ampak dejansko smo nekako nagnjeni, da vsa ta imena beremo po angleški, v bistvu je pa nemški program, ne? Tako je, Robi, si še z nami? To je ravno prednost, sej ne vem, kaj ne ti rečem. A rečeš Allplan ali Alplan? Jaz najrač govorim Allplan, ker tudi i-prostor mu reče, da je lahko Allplan. A res? Tako da tudi Lucija na začetku rekla Allplan, pa začela govoriti pa Alplan. No, jaz sem bil zelo pozoren na to in sem skoraj prepričan in bom šel nazaj poslušati tole in verjamem, da je vedno rekla Alplan, če ni, jo bom pa tam zrezal, pa jo bom popravil. Hvala. Nič ne priznam, tudi če ni rekla, jaz sem tako slišal. Ne, se drugače vem, da je Alplan, ampak lahko tudi Allplan, sej. Sam da vemo, o čem govorimo. Vse Archicad je tudi Archicad, ne Archicad, pa se tudi ne moramo zmeniti, kako bi mu rekel. Zato vedno jaz poslušam tiste, ki učijo. Tele morajo vedeti. Ja, nič. A lahko še kakšno rečemo?
takšno, konkretno. Zdaj, Alplan, nekako dojemanje tega, kot jaz razumem, ne, je v bistvu tako majčken bolj, recimo, inženirjem na kožo pisan. Ne. To si sicer zdaj morda v zadnjem odgovoru že nekako speljala na to. Kako je pa z v bistvu dejansko povezavami z, ne vem, drugimi programi? Ali je to vse kot Nemček, ki je skupina, pa ima, ne vem, cel kup teh programov? Kje je v bistvu mene, dejansko me to zanima, ker Nemček kot tak je lastnik tudi Arhikeda, pa Alplana, pa še nekaj je najbrž, ki je zelo sorodno temu. Skratka, kako je to v bistvu te relacije mi niso čisto jasne. No? Mogoče kaj veš o tem? Ja, zdaj to, da je Nemček lastnik Arhikeda, to je pač zdaj zadnjih nekaj let, ampak mislim, da ni bilo zaradi tega nobenih sprememb, kar se tiče same povezljivosti med programi. Je pa tako, da Alplan ima zelo dober IFC umestnik za izvoz, pa tudi izvoz v DVG deluje brez problema. Izvaža v res veliko formatov in seveda podpira tudi uvoz, tako da pač vsa izmenjava poteka v glavnem preko tega uvoza in izvoza podatkov. Jaz tudi mislim, da nekako prihodnost je v tem, da bomo si izmenjevali podatke v IFC formatu in da konec koncev niti ne bo tako pomembno, kdo bo v katerem programu delal. Ja, no, jaz sem želel samo to povedati, da mi leto študenti pravijo, da ta povezava med Arhikedom pa Alplanom ni takšna, kot bi človek pričakoval, sploh glede na to, da imajo istega lastnika, ampak mogoče se pa kdaj v prihodnosti kaj popravili. Ja, v luči tega, kar smo prej sklenili, v bistvu, da bomo probali biti majčkeno bolj konkretni, pa malo manj dolgi, ne? Bi jaz predlagal, da zaključimo z Alplanom. Nekaj smo povedali, cel kup najbrž, če si omenila, da se to 3 dni, v bistvu 5 ur na dan učiš, jasno, zaenkrat, če nimamo video, zato da bi ti lahko kaj pokazala. Ja. Morda enkrat, a ne Robi, ampak ne še zelo kmalu. Tako da bi predlagal, da gremo kar na priporočila. Lucija, vidim, da si nekaj pripravila. Kaj je to? Ja, to je pa portal BIM+, ki je namenjen izmenjavi podatkov. V ta portal naložimo IFC model in na tem portalu lahko si vsak, ki ima internetni brskalnik, ta model ogleda, se pravi tudi recimo investitor, ki nima nobenega posebnega programa. In na tem portalu lahko vidimo pač vse atribute elementov, lahko si pogledamo model po posameznih etažah, vključimo, izključimo različne elemente, pogledamo si prereze na čist poljubnem mestu, pa služi lahko tudi kot možnost izmenjave podatkov med projektanti. Lahko sem morda samo vprašam, ker ne poznam tega, a je to kakorkoli, recimo podobno z BIMX od Graphisofta? BIMX ti omogoča vizualizacijo, ti naredi VR, to je pa v bistvu portal za izmenjavo, to je podobno kot je BIM 360 od Autodeska ali pa mogoče do neke mere BIM server pikorega, s tem, da je ta superioren, ta je meni tudi všeč. Ok, v redu, nekaj sem se naučil zdaj. No, jaz imam pa v bistvu po neki tradiciji spet malo audio zadev, tokrat dva podcasta, HBR, se pravi Harvard Business Review, poleg tiste znane revije dela tudi ene par podcastov, poslušam 2 oziroma naročen sem na 2, prvi je Dear HBR, ta drug pa HBR Ideacast. Mislim, da sta oba vredna poslušanja in predvsem tega, da se tudi naročite za to kakšno oddajo, ne zamudite. Tako da jaz verjamem, da boste pri tem uživali in se marsikaj tudi naučili. Tako da to so bila priporočila. Gremo pa še... Lahko sem nekaj dodam. No, daj.
da me ne bo kdo za besedo držal, ko sem rekel, da nista podobna BIM Plus pa BIMX. Seveda so ene funkcije, ki so podobne pri obeh, ampak v grobem pa nista. No, BIM Plus je drugačen program kot je BIMX. BIMX je predvsem namenjen nekemu VR-u, pa izvozu, pa pregledu na gradbišču. BIM Plus je pa dejansko pač portal za izmenjavo pa sodelovanje. No. Čistko. Ja, da ne bo kdo mislil, da ne vem. No. Ne, sej v bistvu za tega, ker mogoče, zato jaz mislim, prvič BIM Plus nisem sploh uporabljal, BIMX vsake toliko časa, pa me je opis recimo mačkan spomnil na BIMX, kjer tudi v bistvu bolj manj deluje kot nek portal, da se v bistvu potem tudi neke prereze oziroma te stvari gledati. Na vsak način je pa pač ta BIMX dejansko bolj namenjen vizualizaciji VR-ov, pač recimo, če imaš očala še posebej in tako naprej. Tako da, ja. No, kakorkoli že, ne, to so bila priporočila, zdaj pa na hitra vprašanja. Lucija, si pripravljena? Ja. Ok. Ne ugibam, kjera programsko opremo priporočaš oziroma kjera uporabljaš. Alplan. Oh, yes. Okay. No, potem BIM. Kaj je to? Je to model ali proces ali nekaj četrtega? Proces. Sigurno bolj proces kot model. Se moram kar sabo zajeti zdaj, ampak dober. Pa še te zadnjo klasično vprašanje, OpenBIM, se pravi IFC, da, ne, dela, ne dela, da. Ja. Ok. To so bila hitra vprašanja. Je nič? Imamo še kaj za dodati na koncu, Lucija? Nič posebnega. Naj te vprašamo, v bistvu, kdaj imaš spet kakšne tale izobraževanje za Alplan? Naslednjo izobraževanje. Vse izobraževanja so na domači strani iprostor.si. Mislim pa, da je naslednja delavnica za arhitekturo je v začetku maja. Na pamet ne vem, moram na svoj koledar pogledati. Ok, bomo. Ja. Bomo pa to vse polinkali v zapiskih, tako da ta začetek maja morda še prezgodaj. 10. maj. 10. maj je. To pa zna. Ja, ne, boje zamudili, če boš le takrat poslušali tole, boje zamudili, ampak bo pa to sigurno še kakšno v maju, pa pol v juniju, sigurno. Ne? Je nič. Lucija, naj se ti zahvalim, predno še napovem vse ostalo, kje te bojo poslušalci kontaktirali lahko. Hvala vam za vabilo. Tako da v bistvu bi bilo zelo veseljeno. Meni tudi. Kje lahko Lucijo dobite na internetu, kako jo kontaktirate z dodatnimi vprašanji, če jo morate kaj vprašati glede Alplana in podobnih zadev? Ali pa če želite svojo hišo v bistvu pač skonstruirati, načrtovati, jaz verjamem, da bojo arhitektura Peternelj poskrbela za to. Seveda. Skratka, Lucijo najdete, pa najboljš pravi, da je kar na LinkedIn profilu kontaktirate, napišete, kje ste jo slišali, pa vas bo sigurno dala med povezave, pa se boste lahko povezali in kontaktirali. Robi je rekel, da najbolj, da ga kar pogooglete. matevždolenc.com je moja spletna stran. Verjamem, da boste tam našli kontakt, kamor mi lahko pišete. BIM pogovori so pa še zmeraj na spletu, Facebooku, Twitterju, zelo redko, pa na YouTubeu, in slišimo, da na YouTubeu ljudje tudi poslušajo podcaste. To je bila v bistvu oddaja BIM pogovori. Lucija, še enkrat hvala lepa. Ja, hvala vama. Lucija in Robi, adijo. Adijo. Adijo.